Verjetno ste že slišali, da AI mehurček poka, da gre za pretirano napihnjeno zgodbo, trik in da denar počasi usiha. To ni tisto, kar se v resnici dogaja. Kar se v resnici dogaja, je veliko bolj resno in o tem skoraj nihče ne govori. AI revolucija ni naletela na finančno oviro, naletela je na fizično oviro. Trenutno je približno 50% ameriških projektov podatkovnih centrov v večjih središčih odloženih ali tiho odpovedanih. Ne zato, ker bi podjetjem zmanjkalo denarja, ampak zato, ker jim je zmanjkalo električne energije. Zdaj velika tehnološka podjetja ne izdelujejo več samo programske opreme. Postala so eni izmed najbolj agresivnih vlagateljev v eno industrijo, ki je ne bi pričakovali – jedrsko energijo. To je laž o neomejeni umetni inteligenci. Prvo poglavje – fantomski grozdi. Trenutno smo sredi globalne oboroževalne tekme na področju umetne inteligence in postaja zelo drago. Leta 2025 je Wall Street Journal poročal, da so samo v ZDA veliki štirje. Amazon, Google, Meta in Microsoft so skupaj letno porabili skoraj 400 milijard dolarjev. Večina tega denarja gre za infrastrukturo za delovanje velikanskih podatkovnih centrov za umetno inteligenco. Ta podjetja prevzemajo veliko dolga. Toda, kot je poudaril časopis, so bili trenutni prihodki od umetne inteligence in še vedno so razmeroma majhni. Kljub temu se poročila o neprimerljivo visokih izdatkih kar naprej pojavljajo. Obstaja razlog in prav zato so OpenAI, Oracle in SoftBank napovedali, da bodo za pobudo Stargate porabili nekaj manj kot $500 milijonov. Vzpostavljajo 5 novih podatkovnih centrov v Teksasu, Novi Mehiki, Ohaju in na Srednjem zahodu. Generalni direktor Sam Altman je obljubil, da bo ta naložba prinesla prihodnje preboje v tehnologiji ter dodal, da že dosegajo, citiram, zgodovinski napredek. Pričakuje se, da bodo velika tehnološka podjetja in vsa druga svetovna podjetja, ki se osredotočajo na umetno inteligenco, v naslednjih 5 letih za gradnjo ali posodobitev podatkovnih centrov porabila $7 bilijonov. To je načrt. Toda resničnost kaže povsem drugačno sliko. Podatkovne centre ni enostavno upravljati. Od skoraj 11.000 aktivnih podatkovnih centrov na svetu leta 2026 jih je imela ZDA največ, približno 4.000, daleč pred Združenim kraljestvom s 511, Nemčijo s 507, Kitajsko s 368 in Francijo s 344. Toda že samo za delovanje tistih, ki jih že imamo, je potrebna izjemno velika količina energije. Za njihovo hlajenje je lahko potrebna ogromna količina vode, pri čemer največji hiperskalni objekti porabijo milijone litrov na dan. Kljub temu je treba toploto nadzorovati, problem pa je v njihovem napajanju. Poročila iz leta 2026 so navajala, da je 50% podatkovnih centrov, ki se gradijo v ZDA, trenutno bodisi preklicanih ali zamaknjenih, strokovnjaki pa pravijo, da se bo ta številka še povečala. V večjih središčih, kot je Severna Virginija, regija znana kot uličica podatkovnih centrov, se projekti že upočasnjujejo, saj omrežje zaradi povpraševanja začne popuščati. Javnost je spremenila svoje mnenje. Ankete kažejo, da le 35% volivcev v Virginiji podpira te energetsko požrešne projekte, v primerjavi z 79% v letu 2023. Zamude niso povezane le s pomanjkanjem denarja ali ambicij, Silicijeva dolina ima obojega na pretek. Vse se vrti okoli dobavnih verig, inženirskih omejitev in javnega političnega odpora, a predvsem okoli električne energije. Prihodnost, o kateri govori Sam Altman, trenutno čaka v vrsti na elektriko. Trenutno se Amerika sooča z ozkim grlom, ki ga povzroča neprecedenčno povpraševanje. Toliko teh projektov podatkovnih centrov je v prometnem zastoju in čaka na priključitev. Preden se lahko karkoli priključi, morajo elektropodjetja in upravljavci omrežja opraviti študije, da preverijo, ali lahko daljnovodi, transformatorske postaje in transformatorji prenesejo dodatno obremenitev. Oceniti morajo zanesljivost, preučiti morajo vpliv na okolje. To lahko stane milijone dolarjev in povzroči leta čakanja. Ne vpliva le na velike tehnološke družbe, vpliva tudi na vas. Ti ogromni podatkovni centri porabijo ogromne količine električne energije. Ko se njihovi računi za energijo povečajo, ta strošek ne izgine kar tako. Ta strošek se prenese na potrošnike, na skupnosti in ko ljudje začnejo opažati višje cene energije, se uprejo. To je lahko pogubno za ambicije kogarkoli, ki želi zgraditi podatkovni center. In tudi če projekti premagajo vse te ovire, fizični sistem morda še vedno ne bo pripravljen za zagon. Po podatkih nacionalnega laboratorija Lawrence Berkeley, te čakalne vrste skupaj znašajo približno 2600 gigavatov predlagane proizvodne in shranjevalne zmogljivosti. To je približno 2-krat več od trenutne velikosti ameriškega elektroenergetskega sistema. Gre za zaostanek velik kot sama elektroenergetska mreža. Količina energije, ki jo bodo ta nova podatkovna središča potrebovala za nemoteno delovanje, je astronomska. Nekatera nova podatkovna središča v ZDA bodo za delovanje in hlajenje strežnikov porabila 50 do 100-krat več energije, kot je potrebne za napajanje Empire State Buildinga. Poročila pravijo, da bodo največja podatkovna središča, ki so trenutno v gradnji, skupaj zahtevala toliko električne energije kot cela država, na primer Italija.
Velika tehnološka podjetja želijo porabiti bilijone, vendar jim pomanjkanje energije stoji na poti. To je težava, ki je ne morejo rešiti s programiranjem. Drugo poglavje. Fizika mehurčka. Povprečno ena poizvedba v ChatGPT porabi približno 10-krat več energije kot iskanje v Googlu. Če povem drugače, en zapleten poziv lahko porabi približno toliko elektrike, kot če bi LED žarnico pustili prižgano 20 minut. Točno število je predmet razprav in vsaka poizvedba mi enaka, vendar je obseg enak. Ker ChatGPT ne obravnava tisoče zahtevkov, temveč milijarde. 2,5 milijarde poizvedb na dan. Vse se nabere. Samo v ZDA je bilo leta 2025 približno 330 milijonov poizvedb ChatGPT na dan. To je šele začetek. Nedavna poročila pravijo, da umetno inteligenco po svetu uporablja približno 1 milijarda 100 milijonov ljudi, vendar to število hitro raste. 56% Američanov jo uporablja v vsakdanjem življenju. Približno 60% ameriških učiteljev je poročalo, da so jo preizkusili. 88% svetovnih podjetij jo zdaj uporablja tudi. Strokovnjaki pravijo, da je na svetu še vedno približno 5 milijard ljudi, ki je ne uporabljajo, vendar se krivulja sprejemanja hitro dviga. V naslednjih 5 do 10 letih lahko pričakujemo, da bo veliko od teh 5 milijard postalo rednih uporabnikov. Ko bo vedno več ljudi začelo eksperimentirati z njo, bo svet moral proizvesti veliko več energije. Analitiki raziskovalnega oddelka Goldman Sachs so ocenili, da se bo svetovno povpraševanje po energiji podatkovnih centrov do leta 2030 povečalo za 160%. To je približno enako, kot če bi v samo 6 letih svetovnemu energetskemu omrežju dodali še eno Nemčijo. Podatkovni centri že zdaj porabijo približno 1 do 2% svetovne električne energije. Če imajo strokovnjaki prav, bo ta delež do konca desetletja znašal 3 do 4%. Odkud bo prišla vsa ta nova energija? Samo v letu 2023 se je število novih vlog za priključitev povečalo za približno 30%. Podatki so pokazali, da je skoraj 95% zahtevane zmogljivosti prišlo iz sončne, vetrne energije in shranjevanja v baterijah. Toda tukaj je težava. Obnovljivi viri niso stalni. Veter pojenja, sonce izgine. Tudi v najboljših sončnih regijah v ZDA imate le približno 3500 do 4000 uporabnih sončnih ur na leto. To je od skupno skoraj 8800 ur, manj kot polovico časa. Z drugimi besedami, sončna in vetrna energija ne bosta dovolj za pogon revolucije umetne inteligence. Podjetja se zdaj borijo za vsakršno energijo, ki jo lahko dobijo, in kdor nadzoruje energijo, nadzoruje prihodnost umetne inteligence. Poglavje 3. Veliko čiščenje umetne inteligence. Zamude pri podatkovnih centrih izgledajo kot neuspeh infrastrukture, vendar morda ustvarjajo nekaj povsem drugega – pomanjkanje. In pomanjkanje za podjetje z veliko denarja ni vedno problem. Pravzaprav je lahko zelo resnična prednost. Največja tehnološka podjetja že sklepajo dogovore z energetskimi podjetji. Meta, Google, Amazon, Microsoft so sklenili pogodbe z energetskimi podjetji po vsej ZDA. Oni bodo dobili svojo energijo, manjši igralci je ne bodo. Startupi, podprti z rizičnim kapitalom, bodo morda lahko zbrali denar in obljubljali veliko preobrazbo trga, vendar ne bodo mogli tekmovati za energijo. Morali bodo biti odvisni od velikih tehnoloških podjetij za najem in računalniško moč. To bi lahko pomenilo, da jih bo vsako pomanjkanje grafičnih procesorjev, vsak zamik pri dobavi energije in vsako zvišanje cen najprej prizadelo najnaprednejši modeli, pa bi lahko postali predragi ali težje dostopni. Največja tehnološka podjetja bodo odločala, kdo bo prvi dobil dostop, kdo bo dobil največ računalniške moči in kdo bo dobil najboljše različice, medtem pa se sam trg spreminja. Investitorji izgubljajo zanimanje za generične klepetalne robote, ki pišejo pesmi in si izmišljajo zgodovino. Kapital se usmerja v specializirano umetno inteligenco, ki lahko piše kodo, optimizira logistiko, zaznava goljufije, izvaja medicinske analize in predvsem povečuje dobičkonosnost. Vendar ne bodo vsi deležni enake obravnave in nekateri bodo morda morali čakati. Države imajo zakone proti konkurenci, vendar lahko vratarji tehnologije, ko utrjujejo svojo moč nad umetno inteligenco, delujejo hitreje, kot lahko zakoni sledijo. Specializirano zagonsko podjetje morda nikoli ne bo moglo zares konkurirati, ne če mu je onemogočen dostop. V času zlate mrzlice niso bogastva ustvarjali rudarji, temveč tisti, ki so nadzorovali orodja in zemljo. Tokrat pa niso pomembna le orodja, temveč tudi elektrika, ki jih poganja. Leta so se ljudje bali vzpona strojev, da bo uporniška umetna inteligenca končala svet, a to je vse znanstvena fantastika. Prava nevarnost je peščica monopolistov, ki nadzorujejo vso ključno infrastrukturo. Da bi zagotovili svoj monopol, velika tehnološka podjetja vedo, da se ne morejo zanašati samo na javno infrastrukturo, zato načrtujejo, da bodo šla izven omrežja. 4. poglavje. Jedrski preobrat. Desetletja so tehnološka podjetja najemala elektriko iz omrežja kot vsi ostali. Zdaj se to spreminja.
Danes se nekatera največja podjetja z na videz neomejenimi denarnimi rezervami podajajo v posel pridobivanja lastnih energetskih virov. Niso več samo programska podjetja. Leta 2024 je Microsoft sklenil dogovor o ponovnem zagonu jedrske elektrarne Three Mile Island, kraja, ki je zavedno povezan z jedrsko nesrečo leta 1979. En reaktor je bil trajno zaprt. Drugi je obratoval do leta 2019, ko so ga zaprli zaradi poslovnih izgub. Zdaj, desetletja kasneje, ga oživljajo ne zaradi zgodovine, ampak zaradi povpraševanja. Po 20-letni pogodbi o dobavi električne energije si je Microsoft zagotovil 835 MW elektrike za omrežje v Pensilvaniji. Ta dogovor ni bil namenjen napajanju osebnih računalnikov ali gospodinjskih aparatov prebivalcev Pensilvanije, temveč doseganju zagona za načrtovane podatkovne centre. To je dovolj elektrike za napajanje približno 800 tisoč ameriških domov in vse to samo za Microsoftovo umetno inteligenco. Pa se bo to res zgodilo? No, najprej, v ameriški zgodovini še nikoli ni bila jedrska elektrarna popolnoma zaprta in nato ponovno oživljena. Strokovnjaki pravijo, da bo moral Microsoft za uresničitev svojega načrta premagati številne regulativne ovire. Vsa dovoljenja so še vedno v postopku in morda jih sploh ne bo, tudi če lastnik elektrarne, Konstelacija Energij, poskuša stvari pospešiti. Jedrska energija ljudi običajno spravlja v nelagodje. Tudi če bi elektrarna dobila drugo priložnost, ni jasno, ali bi jo lahko ponovno vključili v omrežje. Meta Marka Zuckerberga je prav tako naletela na težavo pri poskusu gradnje podatkovnega centra poleg, kot je bilo navedeno, obstoječe jedrske elektrarne. Mediji niso poimenovali objekta, so pa poročali, da je Zuckerbergov načrt za upravljanje centra umetne inteligence na jedrski pogon propadel zaradi čebel, redke vrste, ki naseljuje območje, kjer je Meta želela graditi. To samo dokazuje, kako velika tehnološka podjetja razmišljajo izven okvirjev. Tudi Amazon je poskusil. Leta 2024 je podjetje podpisalo pogodbo v vrednosti $650 milijonov s podjetjem Talon Energy v Pensilvaniji, kjer namerava odpreti več podatkovnih centrov v bližini jedrske elektrarne Susquehanna. Pogodba, ki naj bi se iztekla leta 2042, bi lahko zagotavljala skoraj dvakrat več energije, kot jo potrebuje mesto Pittsburgh. Seveda, če bo sploh zaživela. Leta 2024 je Zvezna komisija za regulacijo energije preprečila podjetju Amazon, da bi neposredno jemalo energijo iz jedrske elektrarne za napajanje enega od svojih hiperskalnih podatkovnih centrov. Razlog? Preusmeritev tolikšne količine energije je povečala tveganje za izpade elektrike v skupnostih, ki so že odvisne od istega jedrskega vira. In tudi če bi luči ostale prižgane, je bila še ena posledica – višji računi. Regulatorji ostajajo neomajni. Amazon je kasneje zahteval ponovno obravnavo, vendar so rezultati ostali enaki. Tudi Google se ozira k jedrski energiji, da bi uresničil svoje prihodnje ambicije na področju umetne inteligence. To je eno redkih velikih tehnoloških podjetij, ki trenutno vlaga v jedrsko energijo naslednje generacije v obliki malih modularnih reaktorjev ali SMR-jev. Manjši pomeni manjše stroške gradnje. To pomeni tudi, da so hladnejši, kar naj bi pomenilo manjšo možnost taljenja reaktorja. Podjetje upa, da bo podatkovni center začel delovati do leta 2030, vendar bo Google dolgo predtem potreboval odobritev Ameriške komisije za jedrsko regulativo NRC in to ne bo lahko. Kot je zapisal en analitik, je pot do komercialne izvedljivosti polna negotovosti. Oblikovanje SMR-jev še ni bilo dokazano v večjem obsegu, poleg tega pa so regulativne ovire zelo visoke. Pri SMR-jih ni enostavne poti naprej. A obstaja politična volja in to je pomembno. Trenutna administracija je dala zeleno luč in povedala, da želi, da ti mali reaktorji delujejo do leta 2030. Noben od novih komercialnih SMR-jev v ZDA še ne deluje, medtem ko imata Kitajska in Rusija že delujoče primere. Kar zadeva globalno tekmo na področju umetne inteligence, to niso dobre novice za strica sama. Toda tudi če tehnološka podjetja dobijo, kar želijo, SMR-ji sami po sebi ne bodo rešili vseh energetskih potreb umetne inteligence. Spremenili bodo razmere na trgu, vendar ne bodo čudežna rešitev. Spremenili bodo še nekaj drugega. Kako mi javnost dojemamo samo naravo tega, kaj tehnološko podjetje sploh je? Ne izdelujejo več samo izdelkov, ki vam pomagajo biti produktivni pri delu ali poiskati dobro restauracijo za večerjo. Aktivno si prizadevajo postati ključni igralec v kritični infrastrukturi ZDA in ko bodo enkrat imeli takšno moč, je ne bodo izpustili iz rok. 5. poglavje – suvereni oblak. Tehnološki velikani ne kupujejo le obstoječih pol na igralni plošči monopola, ampak ustvarjajo tudi nove zase. Torej, ne bo vsaka država na svetu imela jedrske energije, vse ne bodo imele obilnih virov ali omrežja, ki bi lahko podpiralo veliko infrastrukturo umetne inteligence. Če želijo države ostati tehnološko konkurenčne, se bodo mnoge morda znašle v odvisnosti od oblačnih platform in računalniške zmogljivosti, ki jih nadzorujejo tuja podjetja. Kaj to pomeni? To pomeni moč, politično moč. Ta odvisnost držav od zasebnih podjetij bi lahko na globoke načine spremenila svetovno ravnovesje moči.
Vpliv ne bi bil več samo v rokah vlad, vojske ali centralnih bank, ampak tudi v rokah korporacij, ki nadzorujejo energetske pogodbe in digitalne sisteme, ki jih bodo sodobna gospodarstva potrebovana za svoje delovanje. Podjetja, ki so nastala v nekomu kleti ali garaži v Silicijevi dolini, postajajo tako močna kot suverene države. Zasebne infrastrukturne sile imajo sposobnost oblikovati trge, politiko in držijo ključe do dostopa do orodij, ki so potrebna za sodobno gospodarstvo. Generalni direktorji podjetij Microsoft, Tesla, Amazon, Google, Meta in drugih so zdaj redni gostje v Beli hiši. Svetujejo jim glede politike umetne inteligence, kibernetske varnosti, konkurence, cenzure, nacionalne varnosti in gospodarske strategije. V prejšnjih obdobjih zgodovine so za skrito moč in njene nevidne roke pogosto veljale obveščevalne agencije, medijski mogotci, skrivnostni finančniki ali obrambni pogodbeniki vojaško-industrijskega kompleksa. Danes lahko na ta seznam dodamo tudi velike tehnološke družbe. Kot je Carnegie Europe dejal leta 2025, tehnološki velikani, milijarderji zdaj, citiram, tekmujejo z državami v vplivu in oblikovanju pravil globalnega digitalnega reda. Njihove tehnologije in vse bolj umetna inteligenca določajo, kako komuniciramo in kako trgujemo drug z drugim. Kot kaže nedavni spor o zakoniti uporabi med podjetjem Anthropic in ameriško vlado, imajo pomembno vlogo tudi pri tem, kako vodimo vojne. Politični realisti pogosto pišejo, da svetovno ravnotežje moči v veliki meri temelji na velikosti gospodarstva in vojske. No, zdaj lahko tej enačbi dodamo tudi velikost podatkovnih centrov. V prihodnjih letih bo prava moč morda pripadala ne le tistim, ki vodijo države, ampak tudi tistim, ki imajo v lasti elektriko in računalniško moč za umetno inteligenco. Nekatera največja podjetja niso le bogatejša od mnogih majhnih držav. V prihodnosti bodo morda imela celo večji vpliv na to, kako se vodi svet. Za nekatere kritike je to velika skrb. 6. poglavje. Prava revolucija. Prava moč umetne inteligence ni to, kar se morda zdi na prvi pogled. Izdelki, ki ustvarjajo deepfake videoposnetke pop zvezdnika ali ustvarjajo videoposnetke, kjer ZDA razglašajo vojno Veliki Britaniji. Ne, vsa moč je v procesih, ki jih ne vidite. Mazivov, ki bo podmazalo kolesa in zobnike prihodnega svetovnega gospodarstva. In to se večinoma dogaja v ozadju, pri čemer prejme zelo malo priznanja za svojo genialnost. To so agentski AI sistemi za kompleksne naloge, ki jih uporabljajo podjetja B2B. Trenutno je poudarek na orkestraciji več agentov, kjer lahko ekipe AI agentov, ki sodelujejo, obvladujejo vse od delovnih tokov do upravljanja finančnih tveganj. Ti sistemi ne odgovarjajo le na vprašanja, ampak sodelujejo z osebjem in optimizirajo postopke na vsakem koraku. Trenutna poročila pravijo, da lahko najučinkovitejši sistemi izboljšajo učinkovitost za kar 30% do 50%. Ko se kaj pokvari, to označijo in takrat posredujejo človeški nadzorniki. Cilj je prihraniti čas in denar v obsegu, ki spreminja celotne industrije. Pomislite na globalno logistiko. Nekatera največja logistična podjetja lahko zaradi zamud in praznih tovornjakov izgubijo ogromne vsote denarja. Če umetna inteligenca zmanjša izgube le za 2%, je to lahko še vedno vredno milijarde. Dokaz? Nedavna poročila pravijo, da je trg umetne inteligence v logistiki dosegel $12 milijard leta 2026, kar je več kot 8,2 milijarde v letu 2024. Razlog za to je bila avtomatizacija. Ne gre za zamenjavo ljudi v skladiščih s pametnimi roboti, ampak za dodajanje plasti umetne inteligence v poslovanje, ki je poenostavila številne procese. Poročila iz industrije pravijo, da je umetna inteligenca v samo 2 letih zmanjšala obratovalne stroške za 20 do 30%. Pričakuje se tudi, da bosta odkritje zdravil in biotehnologija doživela velik napredek zaradi umetne inteligence. Uvedba uspešnega zdravila na trg lahko stane milijarde in traja leta. Če pa lahko umetna inteligenca pomaga znanstvenikom bolje razumeti, kako bolezni delujejo, oblikovati boljše spojine zdravil ali izvajati pametnejše klinične preizkuse, bi to lahko popolnoma spremenilo zelo velik posel bolezni in zdravja. Potencial je ogromen, vendar je trenutno ključna beseda prav potencial. Številna poročila analitikov nam pravijo, da bo umetna inteligenca v naslednjih 10 letih farmacevtskim podjetjem prinesla milijarde, vendar to še ni zagotovljeno. Če so napovedi pravilne, bo farmacevtska industrija povečala svoj operativni dobiček za več kot 10%. Prvi razcvet umetne inteligence nas je zabaval. Zelo smo se zabavali. Toda ves ta pomp okoli tega in precenjena podjetja bodo verjetno kmalu izginila. Kar se dogaja, je očiščenje. Ko bodo triki odstranjeni, bo resen denar vložen v specializirane B2B aplikacije v skoraj vseh glavnih industrijah, ki bodo odvisne od peščice podjetij z največjimi podatkovnimi centri. In to nas pripelje do strašljive evolucije tehnološke industrije. 7. poglavje. Zasebno cesarstvo. Največja tehnološka podjetja niso več samo ponudniki programske opreme. Upravljajo globalna oblačna omrežja, ki poganjajo svetovno gospodarstvo.
Vzdržujejo zasebne kibernetske obrambne enote, vojske prihodnosti, izdajajo oblačne kredite, ki delujejo kot gospodarski spodbojevalci znotraj njihovih lastnih ekosistemov. To je nekakšna valuta v njihovih digitalnih kraljestvih, ki jo podjetja pogosto potrebujejo za delovanje. In kot ste mnogi med vami opazili, vstopajo tudi na področje energije, pridobivajo jedrske pogodbe, proizvajajo plin in zagotavljajo namenske električne vire za podatkovne centre. Dejansko končujejo monopol nacionalnih držav nad ključno infrastrukturo. Špekulativna norija se bo izčrpala sama od sebe, šibkejši igralci bodo propadli. Torej potem ostane infrastruktura v rokah vse manj akterjev. Razcvet umetne inteligence ne bo zapomnjen kot minljiva norija, nad katero se bodo ljudje smejali. Zapomnili si ga bomo kot trenutek, ko si je peščica podjetij zagotovila nadzor nad računalniško močjo, energijo in digitalno infrastrukturo, od katere je odvisno vse ostalo. Ne platforme, ne izdelki, infrastruktura. Nekateri od teh podatkovnih centrov bodo morda nekega dne stali prazni, popisani z grafiti in razpadli, kot spomenik pretirani samozavesti vlagateljev, zapuščen, še preden je bil sploh vklopljen en sam strežnik. Toda velika tehnološka podjetja bodo do takrat že utrdila svojo moč, ker so si zagotovila vse energetske dogovore. Zasebna imperija, postavljena pod naslednjo dobo tehnologije, zaračunavajo najemnino za vse, kar je zgrajeno nad njimi. Toda imperiji ne delujejo samo na energijo, temveč tudi na denar. Kaj se zgodi, ko začne zmanjkovati denarja, potrebnega za vzdrževanje tega? Izvedite v 115 milijard dolarjev stopnje porabe AI balon, je pravkar počil, ali pa kliknite na ta video.